Spoštovani članice in člani nove generacije, udeleženci letnega tabora, lepo pozdravljeni. Iskreno opravičilo, ker danes ne morem biti z vami na letnem taboru. V letošnjem letu sem napolnil Abrahama, torej tudi po letih ne sodim več na tabor, vendar bi se vašega tabora z veseljem udeležil. Razlog za to, da nisem z vami, pa je darilo, ki so ga nama z ženo namenili najini najdražji, in to je potovanje v Skandinavijo in vas v tem trenutku oddaleč pozdravljam iz Stockholma. V politiko sem vstopil relativno mlad. Bil sem v mladinskih organizacijah, s 23 leti sem postal predsednik krajevne skupnosti v domačem kraju in še tudi danes, ob napolnjenih 50 letih, sem aktiven v slovenski politiki. To, da sem v politiki zdržal več kot četrt stoletja, je najbrž razlog v tem, da sem se mlad zavedal, da ko stopaš v politični prostor, moraš najprej sebe vprašati, kaj lahko sam prispevaš za družbo, za politiko in ne, kaj lahko od politike pričakuješ. To je bilo moje vodilo, ki se je obneslo. Zato, mladi udeleženci tabora, poslušajte to in upoštevajte pri svojem delu. Mladost in mladi. Kaj pomeni pojem mladi, mladost, podmladek dandanes? V zahodnoevropskem kulturnem prostoru je to čas med otroštvom in odraslostjo. Je pa pojem mladina, kot socialna skupina, če pogledamo iz zgodovinskega zornega kota, relativno mlad, saj so ga začeli pogosteje uporabljati šele po letu 1800. Slovenci imamo lep pregovor, ki pravi: mladost je norost, čez potok skače, kjer je most. In prav je tako. Saj na vas mladih stoji naš jutri in naša prihodnost. V proces našega dela in delovanja vstopate neobremenjeno, polni novih idej in vaš pogled v prihodnost je pogosto, kako obesiti klavir na strop. Danes, v času, ko se podaljšujejo učno-vzgojni procesi, ko se spreminjajo želje staršev in vzgojni prijemi, postajate mladi avtonomni del družbe. Nekatero ne računajo zgolj v povezavi s kupovanjem in pri marketingu, temveč tudi v zabavni industriji, kulturi in seveda v politiki. Ste pomembna skupina in vaša vizija in želja, kje želite biti v prihodnje, v kakšni družbi si želite živeti, je v veliki meri odvisna od vas samih. Res je, da je žal veliko tega, česar ne morete popraviti, za razmere takšne, kakršne vladajo danes, pač niste krivi mladi. V sodobnih demokracijah, kamor sodimo tudi mi, je prišlo do številnih preobratov in sprememb in do polarizacije družbenih struktur. S pomembnimi premiki v tradicionalnih socialno-političnih okoljih je v evropskem prostoru prišlo do procesa, ko so mladi veliko manj lojalni in politično opredeljeni, kot so bili v časih. Zato smo toliko bolj zadovoljni, da imamo v Slovenski ljudski stranki močno, odločno in enotno mlado novo generacijo. Sledite strankarskim osnovnim ciljem, načelom in pravilom. Dragi prijatelji, člani nove generacije Slovenske ljudske stranke, rad bi vam iskreno čestital ob vašem 13. rojstnem dnevu in dovolite, da vam povem, da smo veseli, ker ima naša stranka tako močan in aktiven pomladek, kot je nova generacija. Vse dobro za v prihodnje in na uspešno sodelovanje.